Prej smo te videli spredi, si spraševala kandidata za novega predsednika. Zdaj me pa zanima, na čem temeljijo ta tvoje vprašanja oziroma kaj si hotela doseči s tem spraševanjem? V bistvu sem ga vprašala, kako to, da sploh kandidira na tej seji, ki seja ne more biti. Namreč za ustanovno sejo je potrebno, da jo otvori predsednik senata, da imenuje predsedujočega seje in mu preda vodenje. Predsednik senata tudi ugotavlja sklepčnost te seje in glede na to, da je trenutni predsednik senata podal izjavo, da se mu na tej točki, ko pač obstaja toliko nepravilnosti okrog študentskih volitev, ne zdi legalno in legitimno, da bi se konstituiral študentski zbor, zato ni prišel sem. Zato tudi ni otvoril seje in glede na to, da je to potrebno v skladu z 8. členom poslovnika, pač ta seja ni legalna, niti legitimna, niti nima smisla, enako kot če bi se dobili na kavi kjerkoli. Zakaj pa v bistvu je zdaj glasovanje vseeno potekalo? Kaj to pomeni v bistvu za nas študente? Za nas študente to pomeni, da se lahko bojimo za demokracijo študentskega organiziranja, mogoče za obstoj študentske organizacije kot take. Če ne demokracija in akti, jaz ne vem, kaj sploh študentom še ostane. Zdaj pa zanima, glede na to, da je predsednik senata podal to izjavo, zakaj se pa on ni udeležil? Slučajno veš, zakaj se on ni udeležil seje? Ne vem, zakaj se ni udeležil, predstavljam pa si, da zaradi tega, ker se ni hotel nekako otvoriti te seje in si ni želel, da bi ta seja sploh potekala. Kakor hitro bi on bil tukaj, bi se mogoče lahko tretiralo, da je prisoten in lahko seja stekla, česar si pa on seveda ne, da si ni želel, ampak je kot edini pristojni za to ocenil, da to ni mogoče, ni legalno. Okay.